Takole. Zdaj pa kotne funkcije se vam mogoče zdijo zaenkrat še tako malo v zraku. In bomo mi počasi tole zdaj naredili, ne. Počasi bomo pa naredili tako, da bomo korak po koraku spoznavali elemente, s katerimi boste potem lahko reševali kakršnokoli nalogo s kotnimi funkcijami. Se pravi, prva naloga je, in je tudi zelo pomembna, ta, da veste, katere so priležne katete, nasprotne katete in hipotenuza. Se pravi, tudi če ni nič a-ja, b-ja in c-ja, vi znate to določiti. Okej. Prva stvar je, mi bomo zdaj temle trikotnikom določili nasprotno kateto, priležno kateto in hipotenuzo. V pravokotnih trikotnikih je nekako dogovor, da se pravi kot označi takole, ne, saj mi smo ga že kar označevali takole, ne, da je tak pravi kot in ta je 90 in tudi tako malo na oči tudi vidimo, da je to res, ne. No, tile koti, ko so pa označeni, jih vidite, a ne, ti so pa koti, za katere bomo zdaj gledali naše, stvari. Se pravi, najprej bomo tegali. Kadarkoli določate nasprotno, priležno in tako, potem najprej si vsaj v mislih določite hipotenuzo. Zato ker priležna pa hipotenuza hitro zmede človeka, a ne. Če pa imate hipotenuzo označeno, potem pa daste to ven iz enačbe. In sicer nasproti pravega kota je hipotenuza, pa jo bomo mi označili z h. Logično, ne? Okej. In zdaj imamo pa tale kot hipotenuzo, imamo označeno, zdaj bi pa radi nasprotno kateto. Nasprotna je tista, ko greste od kota stran in prvo, ko srečate, to je nasprotna kateta. Tale kot še ima eno kateto, in sicer priležno. To je tista, ki se v bistvu drži kota, a ne, in to je priležna. Okej? To je to. To je vsa umetnost za tole nalogo. Določite kot, potem pa najprej hipotenuzo, pa kateto. Jaz mislim, da zdaj bi vam že kar šlo samostojno, ampak vseeno. Bom zdaj to z vami lepo počasi, vi pa lahko si zdajle ustavite pa sami premislite, katera je katera. Najprej določimo hipotenuzo, ta je tule, nasproti pravega kota. Ko imamo enkrat hipotenuzo določeno, nam ostaneta še dve kateti. Nasprotna je tista, ki je nasproti kota, katerega gledamo, priležna je pa tista, ki ali ostane ali pa ki se kota drži. Okej, gremo naprej. Vedno je pa treba pogledati, kateri kot gledamo, ne. Tale kot gledamo in zdaj preverimo. Najprej določimo hipotenuzo. Hipotenuza je tale. Potem določimo, pa dajmo zdaj najprej priležno, to je ta, ki se drži kota, in nasprotna tista, ki je nasproti. Okej, zdaj gledamo tale kot. Hipotenuza je nasproti pravega kota. Nasproti tega kota je nasprotna kateta in tista, ki se drži kota, je priležna, ne, ki leži zraven. Prileži. Tako malo starinski izraz. Okej, imamo kot, tukajle je hipotenuza, ta je, ni važno, ne, ali levi ali desni kot gledamo, pol pa nasproti tega kota je nasprotna, tista, ki se drži kota, je priležna. Spet, nasproti pravega kota je hipotenuza, nasproti tega kota je nasprotna, tista, ki ostane, je priležna. Ja, pa jaz bi to lahko cel dan počela, no, ampak načeloma jaz mislim, da zdaj to ste obvladali takole, če ne, pa bomo še kako rekli v šoli. Tako. Druga stvar, ki jo pa moramo poznati, je pa računanje teh kotov, a ne. Sinusa pa kosinusa, to, koliko zdaj te vrednosti dobimo in vse to. No, to si bomo pa pogledali v naslednji nalogi. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!